Košo folk in dobrodošli v nov YouTube video. Po 2 videih v Amsterdamu se vračamo v našo gym rutino, v ta Winter Arc Bulk. Tako da danes folk nas čaka en back and biceps trening in potem na koncu, če bo to le možno, bomo naredili tudi en fizik update, da vidimo, kje smo, kaj sem dosegel v teh do zdaj 5-6 mesecih bulka, kakšna je forma. Vseeno malo sem še voden od Amsterdama, ampak bomo videli. Kot ste videli, intra workout sem si pripravil doma, tako da 200 kalorij intra workouta spremna in pa danes se pre-workoutamo z Steam Freejem, mango. Popoldanski trening, ampak danes hrbet, kot sem rekel, za hrbet mi pa še biti malo bolj pumped up. Za Gym Beam supplemente, kot vedno folk, koda MAX5. Za začetek tega videa lahko spustiš en like, subscribe se, če še nisi in gremo direktno na segrevanje, mobilizacija, ramen in vse to in potem prva vaja in sicer unilateral pullovers. Let's go! Prva vaja unilateral pullovers. Zakaj unilateral? Prvo kot prvo, jaz imam malo te napake z rameni, ampak v vsakem primeru, če mogoče imaš kakšno razliko v lecih, potem lahko nekako to simetrijo popravi z unilateral premikom, tako na kablu z kafom, ki je mogoče ful boljši range of motion, da res prideš čisto do dol. Še ena zelo dobra stvar, se lahko v bistvu malo zviješ in potem greš tudi skozi sredino, kar pomeni, da se led še malo bolj nategne. Gledamo na to, da pač z roko naredimo čim večji lok, torej čim dlje in da zaključimo tu dol v lower leg. Tako da to so nekako stvari, na katere mislim, ko delam ta pullover. Evo, smo šli na drugo vajo, dumbbell rows. Jaz sem pa ful hotel, trenutno nosim nove hlačke od FMF-a. To je sample, ki pa prihaja v dropu številka 2, FMF, moj brand. Zdaj pa gremo naprej na dumbbell rows. Ok, evo, prva glavna compound vaja zaključena in zdaj gremo na JPG rows za lower leg. Res, to vajo pač obožujem, res, ker je mind muscle connection ful dober, zelo dobro čutim stretch in overall zelo lepo lahko targetiraš ta lower leg, ki meni manjka oziroma ki ga res moram razvijati, za dobiti ta thickness v hrbtu od spodaj, ta malo separation v lower letu. In ja, tukaj imamo res samo en set približevanja, da razumem to kilažo in potem 2 heavy working seta in to potem predzadnja vaja za hrbet. Zadnja vaja za led in imamo v bistvu zelo podobno vaja kot ta tretja. D-handle cable pull, da je malo različen kot, torej ne grem direktno v lower leg, ampak pač čisto bolj ravno, da probam zadeti middle
in upe, tako da mogoče na koncu tudi malo zaključim gor, samo da ni pač isti premik kot prej. Evo, tukaj za letce sem pač to zbral kot četrto, da mi je najbolj všeč. Mogoče bi lahko neko, ki je malo bolj različna, ampak vseeno mi ta paše, tako da zaključim z to. Ok, evo, kot sem rekel, hrbet zaključen. Gremo na biceps, tako da prva vaja za biceps, machine preacher curl, unilateral. Tukaj poskušam narediti, da čim bolj zadanem pik, dam roko res čisto ravno z tam, kjer prihaja teža in se tudi malo v bistvu zategnem vse skupaj in potem z roko poskušam res iti nazaj. Torej, čez rame, tako tudi postavim tukaj roko, torej da grem čisto nazaj in da probam čim bolj pač samo pik delati. Začnem pa s to vajo mašino, ker je ful težka. Za unilateral je res ful težka, tako da zdaj, ki imam največ moči, začnem s to in potem gremo na vaje, kot so hammer curlsi in na koncu še cable incline curls, oziroma tisti za telesom. Tako da, let's go, let's finish these biceps. Smo našli prostor in bomo naredili en hiter fizik update zgornjega dela, da pokažemo, kaj se je naredilo oziroma kakšna je res forma. Kot sem rekel, sem še malo voden od Amsterdama, tudi zdaj med treningom sem spil skoraj 2 vodi, tako da to so moji excusi, ampak let's see. Takoj, ko sem se vrnil domov, sem spil svoj post-workout shake, klasika, in 1 uro in pol pozneje še 5. in zadnji današnji obrok. In ja, zelo pomembna stvar za vse tisti, ki vas zanimajo moji programi. Trenutno je na voljo moj nov program za bulk. Tisti, ki me sledite na Instagramu, ste že videli en teden nazaj, da je bil online. Če me še ne followš na Instagramu, pejdi me pofollowat, ki nam toliko mi manjka do 4000 followerjev. Program, ki je personaliziran, v katerem dobiš personaliziran jedilnik, celoten workout program, dobiš okoli 20 strani vsebine, glede kalorij, stopnjevanja kalorij, makronutrientov, kardija med bulkom, metod treniranja med bulkom, kako dvigati kalorije, kdaj. V bistvu vse stvari, ki so meni kot naravnemu fitnesserju ali bodybuilderju kakorkoli pomagali, da sem v teh skoraj 3 letih resnega treniranja zgradil vso to mišično maso. Tako da, če bi rad tudi ti dosegel nekaj takšnega in ti je mogoče stvar, kot je coaching, malo predraga, predaleč, potem je program stvar, ki je zate, 2-krat ne greš ven jest in
imaš takšen program, ki ga enkrat kupiš in je zavedno tvoj. Tako da, če te zanima, imaš link do programa v descriptionu. In evo, folk, to je to od mene za ta YouTube video in kot vedno se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube Bangerju. Peace.